Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu je bil odprt leta 1990 in je za svojo dejavnost leta 1992 prejel najvišje državno priznanje – Valvazorjevo nagrado. Bil je tudi nominiran za najboljši evropski muzej leta in leta 1993 prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope. Kustos Boštjan Lužnik vas bo vodil skozi različne tematske sobe Kobariškega muzeja prve svetovne vojne na območju doline Soče oziroma tako imenovane Soške fronte. V Gorici. V tej sobi, tako imenovani sobi priznanj, imamo na stenah fotografije obiskov visokih gostov, v vitrinah pa se nahajajo različna priznanja, ki jih je muzej prejel tekom svojega delovanja. Vsako leto na Soški fronti in v prvi svetovni vojni se je seveda bojevalo veliko osebnosti, ki so postale znane predvsem kasneje. Za mano je na primer portret Ervina Rommla. Ki je bil predvsem znan general v drugi svetovni vojni v nemški vojski. Na Soški fronti se je boril tudi Benito Mussolini, kasnejši predsednik fašistične Italije. Soška fronta pa je v tujini poznana predvsem zaradi dela ameriškega pisatelja Ernesta Hemingwaya, in sicer knjige z naslovom Zbogom orožje. Preučevanje prve svetovne vojne se je v Sloveniji začelo predvsem po letu 1990, po osamosvojitvi Slovenije. Medijsko je druga svetovna vojna dosti bolj izpostavljena. Verjetno gre razlog iskati predvsem v tem, da ima druga svetovna vojna bistveno večji vpliv na sedanje življenje kot prva svetovna vojna. Medijsko je prva svetovna vojna v Italiji bolj pokrita. Za italijansko javnost je prva svetovna vojna in dogodki pri Kobaridu zelo zanimiva tematika. Imajo tudi tako imenovan La disfatta al Caporetto, to pomeni poraz pri Kobaridu, ki jim še danes zelo veliko pomeni. Zato je kot na primer ko italijansko moštvo izgubi nogometno tekmo, na primer, v medijih takoj naslednji dan, da se je zgodil spet poraz pri Kobaridu. Tudi s stališča preučevanja boste videli, da je v italijanskem prostoru bistveno več literature, kot je v slovenskem prostoru.
Prva razlika med prvo in drugo svetovno vojno je seveda že na prvi pogled v tem, da so bila orožja v drugi svetovni vojni zelo bolj razvita kot v prvi svetovni vojni. Razsežnost druge svetovne vojne je bila mogoče večja, kot je bila prve svetovne vojne. Način bojevanja je bil drugačen v drugi svetovni vojni kot v prvi. Namreč v prvi svetovni vojni je bil način bojevanja statičen. To pomeni, da so prišli na eno ozemlje, se tam ustavili, začeli kopati rove in kaverne in se potem bojevali na tem območju več let. V drugi svetovni vojni je bilo veliko več teh hitrih pa večjih prodorov, tudi po 50-100 km dnevno, oziroma da tedensko niti ne govorimo. Kot zanimivost v tem muzeju lahko izpostavimo tudi tovarne, ki so takrat obstajale in še danes proizvajajo na primer avtomobile, na primer leče in tako dalje. Tukaj za mano imamo možnar, ki je bil narejen v tovarni Škoda na Češkem. Vozilo, ki prevaža možnar na fotografiji, pa je bilo delo Porscheja, tovarne, ki še danes obstaja. Najučinkovitejše orožje prve svetovne vojne je bil vsekakor mitraljez, ki je pobijal vojake, ko so v množičnih številih napadali sovražnikova ozemlja. Na drugi strani imamo granate oziroma topovsko orožje različnih vrst, s katerimi so razstreljevali sovražnikove pozicije in pobijali vojake. Najsmrtonosnejše med granatami pa so vsekakor plinske granate. Tudi na soški fronti so uporabili plin, ki pa je bil prepovedan pred prvo svetovno vojno, ampak v vojni, kot verjetno veste, je dovoljeno vse. Trenutno se nahajamo v črni sobi, v sobi, kjer predstavljamo mrtve vojake, smrt na fronti in njihovo trpljenje. V prvi svetovni vojni je upadlo nekje 10 milijonov vojakov. Na drugi strani imamo veliko število ranjenih, pogrešanih in vojakov, ki so trpeli zaradi posledic vojne še mnoga leta po koncu vojne. Na soški fronti je padlo približno 300.000 vojakov, različnih narodnosti, kot so recimo Slovenci, Slovaki, Hrvati, Bošnjaki, Avstrijci, Madžari, Čehi in tako naprej. V prvi svetovni vojni je padlo približno 35.000 Slovencev. Za število padlih Slovencev na soški fronti pa žal nimamo natančnejšega podatka. Tudi ko govorimo o številkah, to niso natančni podatki, ampak so le približki,
saj je nemogoče ugotoviti čisto natančno število, koliko vojakov je padlo. Kot boste lahko videli v tej sobi, je bilo trpljenje vojakov zelo veliko. Živeli so v rovih, kavernah, v rovih, ki so bili stalno pod vplivom dežja, voda je tekla skozi rove, kaverne so bile prepišne, bolezni so razsajale in tako dalje. Življenje vojaka je bilo zelo kruto, zato si je marsikdo zaželel, da bi raje, kot bi bil v tem rovu, raje v zaporu, kjer je bil vsaj na varnem. Seveda pa je bila največja želja oditi domov k staršem, k svojim sorodnikom in tam živeti mirno življenje. Danes imamo v tej dolini več pokopališč, ki nas spominjajo na padle vojake iz Soške fronte. V Kobaridu, na primer, imamo italijansko pokopališče, italijansko kostnico, ki jo lahko vidite, ko vstopite v kraj Kobarid. Na kostnici je pokopanih 7014 italijanskih vojakov, od tega jih je približno 2700 neznanih. Ne poznamo njihovega imena, ker je bil velik problem z identifikacijo padlih vojakov. Niso imeli napisov svojih priimkov na uniformah, niso imeli teh aluminijastih ploščic, ki so znane predvsem kasneje iz druge svetovne vojne. Imeli so sicer škatlice z podatki napisanimi na papirju, ampak z vso vlago, z vso vodo so ti podatki prej izbrisali. Vojaki so svojim staršem pisali pisma, v katerih so poročali o trpljenju, o pomanjkanju, ki so ga trpeli na fronti, o majhnih radostih, ki so se jim zgodile v življenju v rovih. Ampak vsa ta pisma niso prišla direktno do naslovnika, saj je bil med pisateljem in naslovnikom vmes cenzor, ki je pismo prebral in ga pregledal, in ukolikor so bili zapisani podatki, ki niso bili ustrezni, ga je z črnim črnilom prečrtal. Ker je bilo vojakov seveda veliko z različnih narodnosti, je avstrijska vojska tiskala pisma oziroma razglednice, na katerih je bilo v več jezikih zapisano "sem živ in zdrav". In to je bila edina informacija, ki so jo lahko vojaki v določenih momentih sporočili domov. Vojaki pa so imeli na voljo samo eno uniformo, ki so imeli na svojem telesu 2 ali 3 tedne. Pomanjkljivost vojske, predvsem avstrijske vojske, je bila tudi ta, da so prve čelade prejeli šele decembra leta 16, se pravi približno 2 leti pa pol po začetku Prve svetovne vojne, in zaradi tega je tudi veliko število vojakov umrlo. Na multikulturnost fronte pa nakazujejo tudi religijska pripadnost vojakov. Na cesti čez Vršič, kot verjetno veste, imamo rusko kapelico, ki je posvečena padlim ruskim zapornikom, ki so gradili cesto čez Vršič.
In sicer jih je 8. marca leta 1916 pokopal Snežni plaz in njihovi kolegi so jim naredili kot spomin to cerkvico. Druga zanimivost, drugi arhitekturni dosežek Soške fronte je cerkev v Javorci, lesena cerkev, ki je bila zgrajena v zaledju v dolini reke Tolminke. Je zelo zanimiva, saj ima na pročeljih grbe avstrijskih dežel iz tega časa. Tretji arhitekturni dosežek pa danes ne obstaja več. Bil je zgrajen leta 1916 in je edini primerek, ki je bil zgrajen v Sloveniji, in sicer govorimo o mošeji v Logu pod Mangartom. Prišli smo do konca drugega dela prispevka o Kobariškem muzeju prve svetovne vojne. Kustosu Boštjanu Lužniku se zahvaljujemo za vodenje po različnih tematskih sobah muzeja, vam gledalcem pa najlepše hvala za pozornost in nasvidenje.